O urgenci za urgentni sistem oziroma urgentne centre govorimo že dolgo, kajti urejenost, sinhroniziranost tega sistema nekako vedno znova naleti na dejavnike, ki vplivajo na upočasnjenost dela urgence in ki ne omogočajo vedno takojšnje obravnave bolnikov, ki jih na tovrstno obravnavo prihaja vedno več. Zato je projekt, ki ga predstavljate, študija, ki je opravljena, izjemno pomemben. Kaj bo ta pomenil v praksi? Ne vem, kaj bo pomenil, pa pokazali smo na določena ozka grla, kako jih poskusiti odpraviti. Urgentni centri niso nek svoj sistem, ampak pravzaprav morajo delovati v okviru celotnega zdravstvenega sistema, torej ne kot neka obvoznica, ampak kot pomoč za reševanje tistih res najbolj delikatnih zadev. Zato ga ne smemo obremenjevati z stvarmi, ki tja ne sodijo, in seveda treba ga je primerno kapacitirati in seveda tudi primeren način finančno vrednotiti. Ne mislim, da je treba več plačevati, ampak treba plačevati prave stvari. Tako da smo predlagali 3 vrste ukrepov. Prvo so ukrepi, ki bi zmanjšali napotovanje stvari, torej bolnikov, ki jih ni treba napotiti v urgentni center. Recimo z opolnomočenjem, z opremljanjem, z znanjem primarnega nivoja, tudi sekundarnih ambulant, se da marsikaterega bolnika, če imaš laboratorij na voljo, če imaš ultrazvok na voljo in to znaš uporabljati, marsikatero preko tako kritično stvar pogledati in ugotoviti, a je res kritična, a je res sodi v obravnavo danes v urgentni center, ali mogoče lahko bolnik jutri gre v neko zelo hitro ambulanto v specialistu ali k osebnemu zdravniku. Recimo na medicinski fakulteti zdaj v kurikulum že precej uvajamo veščine ultrazvoka za družinske zdravnike, se pravi, treba vlagati v znanje, v opremo, da je možno to narediti, ker vemo, da je treba narediti. Druga stvar so načrti nadaljne obravnave. Ena velika skupina bolnikov, ki pride na urgenco, pravzaprav bolniki z napredovalnimi kroničnimi boleznimi, kjer pričakovano pride do poslabšanj. Torej, točno vemo, da se bo pri tem bolniku to zgodilo, in ko se to zgodi, nas preseneti in ga pošljemo v urgentni center. Če bi osebni zdravnik in specialist, ki tega bolnika obravnava, naredila načrt obravnave, kaj narediti, ko bo prišlo do poslabšanja, kako prepoznati poslabšanje, en teden prej, preden je kritično, se da takega bolnika bistveno enostavneje in tudi bistveno učinkoviteje zdraviti, mogoče celo preprečiti hospitalizacijo. Seveda je pa ta načrt obravnave treba narediti, to je treba spodbujati zdravnike, da to naredijo, in seveda tak načrt je zdravstvena aktivnost, ki jo je verjetno seveda treba tudi primerno nagraditi, pa spet nimamo bolnika na urgenci. Tretja stvar so recimo telefonski ali pa video posveti, pomeni, da zdravnik, ki ima pred sabo bolnika, pa razmišlja ali pa reče, ne vem, kaj bi naredil, ga bom napotil v urgentni center, da se posvetuje z zdravnikom v urgentnem centru, da skupaj prediskutirata, ali je res to treba zdaj poslati, ali gre mogoče ta bolnik lahko jutri v zelo hitro specialistično ambulanto v tistem rednem terminu. Potem drugi krog ukrepov je seveda izboljšanje pogojev dela in delovnih procesov v urgentnem centru. Če tam nimamo zadosti zdravnikov, zadosti medicinskih sester, potem je kapaciteta urgentnega centra premajhna, in tako lahko imamo zidove, lahko imamo opremo, če nimamo ljudi, ki bi s tem delali, je problem. Seveda, če so zdravniki, medicinske sestre ves čas preobremenjeni, potem začnejo službe menjati, njih imamo še manj, se pravi,
treba je nekaj narediti, da postanejo ta delovna mesta bolj privlačna. Recimo, ko je bil problem dostop do rentgenologije, se je to dalo rešiti. Imamo zdaj, dobiš magnetno resonanco danes na jutri, če jo rabiš. Ko je bilo pomanjkanje družinskih zdravnikov, pomanjkanje interesa za specializacije, se je to dalo rešiti. Zdaj število družinskih zdravnikov narašča. Seveda se ve, kako treba je seveda neke finančne mehanizme uvesti in seveda spodbujati, torej zdravstveni sistem, država mora pač spodbujati tiste profile, tiste dejavnosti, za katere se pač zdi, da so kritični, da jih rabimo več in treba pač narediti neke izjeme. Potem, kar se tiče organizacije dela, urgentnih centrov imamo pač veliko, in fino bi bilo, da bi ti urgentni centri delovali kot en sam urgentni center, tako kot je recimo v času covida, se je zelo fino dalo organizirati, se je vedlo, na kateri vstopni točki je prostor, kjer je zabasano, in recimo, če dispečer ali pa reševalec pelje bolnika v urgentni center, naj pač ve, kje bo ta bolnik hitreje prišel do obravnave, ne kjer je najbližje, ampak kjer bo hitreje bolnika uredil, pač bo ga mogoče pol ure dlje peljal, ampak bo problem hitreje rešen.